A to je minus koliko decibelov? Hello. No, tišino, dober dan. Dober dan, kako ste, gospod Fistrevec? Dobro. Ja, zdaj ste gost v rubriki CV intervju, življenjski intervju na televiziji, internetni televiziji esi.tv, to je naša internetna televizija. Ljudje bodo to mogoče gledali leta 2049, ali pa leta 2051, odvisno. Jebenti, če zdaj jaz ne rekel jebenti, ampak Brez montaže, mi delamo, nimamo montaže, nimamo denarja. to je štajersko. Če ne gledajo, kdaj gori gledajo, čim več bojo imeli za videti, pa čut, kaj je bilo, bojo pol iz tistega zbrali informacije, kak naj bo. No, namreč ta intervju poteka tak, da gremo, kje si se rodil, kje si v šolo, hodil si v šoli, zdaj srečal one, si v srednji šoli tam, si ono bil, kje si bil in tako gremo zdaj po vrsti. Ti naj povem, da sem v osnovno šolo hodil tam gori, ko je Gerhard Angleitner, kak je že tam v Taboru. Kaj zdaj? Ja. Tam, ko je imel letni kino notri, kak se je imenovala tista šola? Jaz niti ne vem, kje je bil letni kino, ker sem... Kaj si ti tak mladi? No, letni kino, ti veš, Mariborčan. Greš čez most, pa greš tam, priješ v Tabor, tam pod železnico gor, pol pa tam poleg, ko zdaj hočejo narediti... Železničkega kolonije. Da ne bom rekel narobe, cigansko... Ja, nasproti, tam je šola. Tam sem ja v šolo hodil. Tako, ja. In tam so pol, ko smo bili mali, smo šli celi razred v glasbeno šolo. Ja, pa nisi ti živel na Pobrežju? Na Pobrežju, jaz sem pa prej, sem bil na Studencih. Pol pa sem tam hodil v šolo, pol pa sem naprej taj hodil v šolo, pol pa še v drugo gimnazijo taj. Kaj hočem reči, da smo vsi bili testirani za glasbeno šolo, če bojo koga vzeli. In si bil sprejet? Niso me hteli vzeti. Več nas je takih. Nisem mogel v glasbeno šolo iti, pa tudi v šolskem pevskem zboru nisem mogel biti. Odlično, vidiš. Tako da na koncu sem se odločil, da bo te dobro z muziko, pač kšeftat malo. No, to je bila dve napaki socializma. Eno, niso me hteli v glasbeno šolo, drugo pa, da so me hteli vojsko nagnati, to je bilo malo težko. No, zdaj gremo, pustimo, če si se rodil, nisi se v Mariboru, ampak ti si se pri bogatih starših rodil, ne pa je, ne sem slišal. To so Fištrovci, ti si lahki s Fištrovcem, sedanjim županom, zdaj smo leta 2013. Situacija je taka, da moj foter ni bil bogat. Moj foter je imel pač svojo delavnico za leder, ne? Moj foter je bil dober, poznan torbar v Mariboru. In to je bil tako dolgo, dokler mu ni do prišlo plačevanje davka, pa ne vem koga vsega, pa je rekel, da bo zapr. Pa lepa zapr. No, to... Zanimivo. Dosti vas je bilo teh rokerjev, sinov in hčerk, mogoče privatnikov, ne? Takrat smo rekli, privatniki, oziroma Newsfinker Cvet je celo pel, mi obrtniki, obrtnikov, ne? No, sin obrtnika, mogoče je to bilo dobro. Ker ko sem bil mali, te sem šel fotru v delavnico, potem sem pa videl, kako so oni garali, pa koliko so delali, pa kak je mama čakala v delavnici, da so klienti prišli po torbe, da je pol vzela Joško, daj mi denar, pa je šla v trgovino. Tako da, ni to vse je bilo, gostilničani so bili bogati, ves gleda. Tisti, ko so imeli gostilne, to je pri nas vedno dobro. Kje je bila vaša delavnica? Naša delavnica je bila pod tistim viaduktom od železnice, ko greš na Taboru, ne? Pred upokojencem? Ne. Greš čez most, pa na desno, pa na levo, pa mimo apoteke, pa pod mostom. Pol pa tam je gostilna Železničar, Lokomotiva. Na tistem eku so zdaj na levo bloki, ne? Ja. Tam, ko so bloki, včasih niso bili bloki, nego je bila taka mala bajta. In v tisti mali bajti je moj foter imel torbarstvo Jožef Fistrevec. Tam se spomnim, bila je ena taka lepa železna ograja. To se zdaj ne spomnim. Tam. Vem pa, da sem na tistem križišču se učil smučati. Ko sem prve smuče dobil, sem šel malo probat, ker je bil sneg takrat, pa sem na sredi križišča padel. Samo ni bilo toliko avtojev, da me ni doben povozil, tako da so me pol
To je bilo moje prvo Zdaj se smučanje. spomnimo letnice, pravimo se spomnim, kdaj si to padel na križišču, katerega leta? To je bilo, če bi se spomnil tako, recimo, da sem bil star, 8 let, 46, 56, tak enega 53. Nekaj tak, ne? Da, sem bil malo manj kot 10 let star. A res? Te sem se na Studencah stanoval. Ti si potem že takrat slišal za rock and roll ameriški. Je to možno? 50, 55, 56? Ja, to smo poslušali, radio Luksemburg pa tako. No, samo takrat ga še nisi. Do 60-tega nisi imel stika z muziko. Čaj, Ali je... za, kaj bi rekel, pravi udarec na mojo glavo za kariero je bil tak, da sem en frajer je meni rekel, staj, veš kaj, če boš špilo kitaro, pa lepo to, te babe, to je tu odprta vrata, če ti moraš, dobro, sem rekel, bomo špilali kitaro. Si kupil eno kitaro, Ampak to si že bil star 16. to sem bil star 13-14 let, okay? Pol pa je, sem imel kitaro za 100 din, te veš, kako to izgleda, ne za 100 din, to je bilo. Melodija Mengeš. Ne, to je bila neka akustična kitara, taka črna. In jaz sem se odločil, da sem se jaz šel učiti kitaro in grem jaz na, ki je zdaj kino, tu, veš, ta novi kino, tu doli. Partizan? Ne, doli. Ne, to ti, ko zdaj center. Union? To ti center, tam doli pri hali, ko je včasih bila hala C, pa to tam doli, to ta ulica. Mimo, ja. Tam je bil en gospod Anton Kekec, se točno spomnim, Anton Kekec. In jaz šel gospodu Antonu Kekecu z mojo gitaro, pa sem rekel, gospod Kekec, jaz bi se rad učil kitaro. Pa je meni Kekec pogledal, pa je rekel, kaj boš ti s kitaro, to ni nič, to je samo za barabe. Ti se boš učil havajsko gitaro. Jaz pa te nisem se mogel kregati z njim in je on še meni prodal taki, veš, taki železni mostiček, pa tisto za pa in sem jaz pol tam pri Farni cerkvici špilo na havajsko gitaro, ker mi je to preštudiral, tako da sem pa 5 ali 10 šel tam k njemu na lekcijo, pol pa sem imel pun kufr vsega, pa sem tisto vse beg vrgal, pa sem si naredil nazaj kitaro. Pol pa sem vzel še en štikl kartona, pa na karton nalimal magnete, tak, lepo zrezal škarjami vun, eno staro špulo od motora, tisto cinč šnuro, kako se je to reklo, razmoto, navil lepo okoli magnet, pa vse skup vosek s kartonom, nalimo na kitaro, knof gor in je bila električna gitara in je to špilalo in smo začeli špilati malo. To je bilo točno katerega leta, recimo? Ma, to... 60-ega, prej? Čakaj malo, to, ko sem jaz bil, recimo, 60, med 60, 62, ne morem se spomniti, natančno, zdaj bi lahko raziskoval točno, da se spomnim. Da, ampak pol se malo špilam, pol pa, veš, imaš tam 3 bajte dol, pa stanuje oni Marjan Kosarov, ko je potem bil bobnar z nami. To je bilo na Pobrežju, ne? Na Pobrežju. Pol pa pride, mi smo se tako vedno tam družili, pa tako, stari, fajn, jam špilo bobne. Imaš bobne? Nimam. Bom nekaj našel, pa si je našel en tak, nekaj kupo taki sner, pol pa je, ni bilo ne štendera, pa ne nič. Pol pa sem jaz njemu, ker sem takrat v Žiž hodil že, pol sem pa jaz, Kaj je to Žiž? to ta šola od železnice za metalsko predelavo, kažem, tam gori pri postaji so bili, železniška industrijska šola. Aha, okej. Štipendijo od fabrike tam, sem še dobil vsaki mesec, tako da mi je lepše šlo. In potem sem jaz njemu taki štendar naredil, da isto stalo, pa je eno činelo imel na takem štendaru in to smo pol mi dva tam špilala v moji dnevni sobi. Pol se pojavi en sosed pa reče, ja, jaz poznam enega, ko je na IKŠ-u.
On tudi malo kitaro špila, pa zna pet. Z Varaždina. To pa je Ravšev Dili. Kaj ješ pa približno, vem, industrijska, kovinarska, Ta šola. srednja. Ja, šola, to pa so bili, oni so bili pa od tama. No, te pa je Ravš prije k meni tudi s kitaro, no. Te pa smo že bili trije. Te pa smo tako špilali en cajt, pol se pa pojavi Max Pučko, ko ste rekel, Pučko. No, on pa te tudi malo kitaro, te pa rekel, bom še jaz tudi poleg, te smo pa že bili štirje. No, in pol smo mi tam špilali Apache, pa Shadowse, nekaj pa tak. In To ste ime že Korali. takrat smo bili korali. In Torej, kdaj je to ime nastalo? Točno, katerega leta? 63, 64, če ne morem se spomniti. 69. sem jaz pol šel iz Jugoslavije, ampak no, prej pa še enih 4-5 let nazaj, no, tak. Ne, 96, prej ste šli iz Jugoslavije. Jaz sem šel 1. septembra 66. 66, seveda. Točno, 66. Tako da to je moralo biti prej. To Korali so prej, morali no, biti to prej. je bilo tako 66, vzami 4 leta nazaj, 5 let nazaj, tako O, nekaj ja, tak, tako, ja. No, in pol smo pač mi tam špilali en cajt. Kitare ste že imeli električne ali to še vse? Ma to je bilo vse ručni rad, to je vsak imel neko kitaro, pa neko malo, pol pa smo si jih dali tudi narediti nekaj, Max Pučko je dal narediti nekaj, pol je pa Šalerov foter od Šalera, ko je bil tam špilo kontrabas ali čelo, on je pa tudi popravljal te pa on nam je vrate delo, pa Ja, to. to moramo pojasniti, da ta Šaler nima veze z Šalerjem v Nemčiji, Ne, ki to dela je- mehaniko za kitare, temveč je to bil mariborski Ja, Šaler, to je bil mariborski ampak je Šaler. tudi delo violine. On je popravljal tudi to, ne, pa špilo je v teatru, kitare, ne, takrat. In pol smo imeli pač te kitare, takrat še bolj tak, bolj boge. In dober dan. Kar kaj. No, in pol je pa on nam to naredil, tako da je pač to malo, da smo imeli vrate, pa da smo lahko s tem špilali. Pol pa je en dan so imeli v Žišu neko zabavo, pa je rekel tam en profesor, on jim rekel, daj, pridite vi špilat k nam na zabavo. Te pa smo mi prvič imeli javni nastop, 4 nas, na Iskrino ozvočenje za kino. Tam smo se vsi zaštekali not in smo zašpilali par pesmi in narod je bil srečen kot satan. Pol smo pa mi videli, to je pa fajn. No in ko smo tako malo vadili, pa tako, pol pa naenkrat se pojavi Petrovič Milan, on pa je tak bil svobodni pevec, pa je mislil, no, z bendom bo boljše. Pol pa smo še z njim, pol pa se to začelo, pa nas je bilo 5. Pol smo pa začeli špilati malo Rolling Stones, pa Kdo je tako. zdaj bil prvi roker? Milan Petrovič pravi, da je on bil prvi roker v Mariboru. Čuj, ta beseda, prvi roker, to se meni zdi malo smešno. Tako, bodimo pošteni, ne. Resnica je, da smo mi, tako ko smo bili, da smo bili prvi, ko smo pač špilali to, kaj smo mi rekli takrat, rhythm and blues. Razumeš, mi smo pol tam poslušali te stare ameriške črne, ko so špilali Walking the Dog, pa ne vem kaj, razumeš? In tako naprej, in to se nam je dopadlo. To ni bilo, zdaj smo mi komercialni, zdaj smo mi si izmislili nekaj, to se nam dopadlo. In izgledalo je pač tako, da je ta muzika tudi bila v Mariboru, ker je delovno mesto bilo, Maribor je včasih ni bilo tako zdaj, ko se kafiči zaprejo, ni dobenga. To so v vseh fabrikih mladi ljudje delali, to je bila taka delovna mladina in oni so šli ven in so uživali v tem. In to je tudi bil neke vrste protest tistemu normalnemu, ne. Niso hteli poslušati vsi harmonike. Mislim, jaz še zdaj ne Sploh morem. ni bilo harmonike v Mariboru, koliko vidim, 60. Ja, Ali je, ne vem, ja. No, zdaj smo pri vprašanju, zakaj je ta rock muzika, beat muzika ste imenovali takrat, rock and roll, rhythm and blues praviš, zakaj je to tako uspelo v Mariboru? Čem je skrivnost tega, da je Maribor drugo mesto, v Ljubljani pa na primer pa ni, ne vem. Ja, zdaj ne bom začel govoriti po
tako pošteno, ker če ne bi mi močvirniki Glej, mi smo bili delovno mesto. To je bilo working class. To je bil, kaj vem, zdaj ljudi rečijo Liverpool, pa take, no, ampak mesto s fabrikami in z delovno klaso. Vsak je delal. Na Drejbanku celi dan, pol pa, ko je sobota, pa gremo falo C. Oni so imeli drugačno mentaliteto do glasbe, ker je to bilo tudi bolj tak, kako se reče, na grobo muzika bolj, ne? Ja, ampak to meni ne gre nikakor skupaj, če pa zdaj, recimo, manj izobraženi, pa delavski klas, pa to poslušajo ravno turbo muziko. To mi nikako ne gre skupaj, ker rock je zdaj muzika za pametnjakoviče, izobražene, intelektualce, ne vem, kaj se... To je, Ja, no, čist neki novi svet mi predstavljaš. Ampak ti današnji intelektualci so tisti, ko so takrat bili tisti, eni pa isti. Jaz tudi, ki sem šel Mišotu Hochstetteru, pa se vsedema tam zadaj notri, pa posluša blues, pa ga posluša zdaj, pa pred 10 leti, pa takrat tudi. To se pravi, oni so ostali na eni neki glasbeni kulturi, ne? On se nikoli nima ene kasete Avsenikov, da bo poslušal, da mu bo dam lepši. Nimam proti njim, nimam nič proti njim, oni so tako bilo malo bolj edini, ko so to naredili, da so si nekaj dobrega zmislili, pa perfektno, tudi kvalitativno glasbeno zaigrali, danes pa jih imamo na vsaki vasi. Vem, samo kljub temu mislim publika, ne, kako je to, da je publika to sprejela, ker zdaj to muziko, ki ste vi špijali, zdaj to poslušajo samo Meni se pa posvečeni tisti... zdaj pa je to druga stvar. Tako smo se enkrat na radiju omenili, za mene je tudi mogoče neke vrste politika, neke vrste upor proti normalnemu. Razumeš, normalno je bilo, da si poslušal svojo folkloro, pa svoje šlagere, pa ljudi s harmoniko. To pa je bilo nekaj drugega, pa od nekje drugod. Pa boli tebe kufr, zakaj oni, mi bomo to, razumeš? In je to, lahko tudi, da je to bilo to. Verjetno. No, ker v Mariboru je to, kolikor zdaj vidim, je to bilo naenkrat polno vse, HLC, klub mladih, nek pod koši, nekaj je bilo, ne vem, tudi pod koši. Kje je vse to bilo v različnih placih, ne? Vse posod je bil narod. In pa bendov je bilo, Baša je zdaj rekel, da je bilo 250 bendov, da po Koroški so vsi špilali dol vseh kleti, da se od vseh kleti je nekaj crčalo ven. Meni se to vedno ni jasno. In poleg tega so vsi ti, to je zelo važno, vsi ti, ko so takrat se bavili z glasbo, so bili večina njih obsedeni od tega. To je bila želja, to gremo, pa kako bomo zdaj šli, pa v Gracu, pa bom si pripeljal neki Verstärker, pa ono, pa sem, pa taj, pa so verjetno švercali, pa ne vem kaj vse, zato ker so hteli, da je tako, kot si oni zamislili, da to bo. To se pravi, da so bili dosti bolj entuzijasti za glasbo in za to, kaj bi oni hteli narediti, špilati in tako naprej, tako mogoče danes, kaj te vem, danes, ne vem, javno. Če smo to mojo strašno gitaro že zdaj 35 let ali 40 let, pa zdaj nem šel v trgovino, pa nekomu prodal, pa eno drugo kupil, ker vse, kaj sem imel dobre kitare, slučajno, ki sem jih prodal, mi zdaj solze tečejo, razumeš? Ker sem ne 2-3 take vintage kitare prodal za hecni denar, da mi je to všalo. Ampak to za mene dosti bolj pomeni, kot samo ena deska, ena kitara s 6 žicami, ko pač lahko špilaš. Ne? To je del življenja, tako je bilo od vseh totih. Vsi so bili, pa še nekateri so, ko še danes tudi ima svoj instrument doma 40 let. Ne? In pol, ko smo mi, ko je to začelo, pa popularnost, pa vse, pol pa smo špilali, naenkrat se pojavijo medicinske sestre, medicinska šola. Pa smo pa vedno špilali za medicinske sestre, tudi.
enkrat na teden, Kar so bili najboljši špili. ker so najboljši špili. Kako boš ti, če je 40 medicinskih sester v zadnjem letniku naredijo ples za to, da bojo za denar zbrali na koncu, da bojo šli nekam na počitnice, ne, skup. To je pa ti veš, ko se nabere medicinska šola, kak je to puno. No, in tako je to eno preneslo z drugim, ne. S Korale ste kar postali popularni, ne? Ja, Vi ste potem v Hale Tivoli špilali v Ljubljani, ali te veli, ne vem, na Hrvaškem, ali kak je bilo, kje ste vse špilali? pa na morju, tam doli, kaj že, Punat, ali kaj je že, to je to, kar sem jaz morja videl. 2-krat na dopustu, enkrat pa sem špilo. Tako da je to bilo to, kar nisem imel več cajta, ne. Znameš. 64. bil tisti famozni koncert, ne, v Hale Tivoli, ne? Ja, no, To je zelo hitro šlo vse tam je skupaj. celo Tedi lahal šajbo Glorijo. Ja. Puno, kaj vem, koliko ljudi gre not, 5000, To je bila velika 6000. dvorana ali ta mala Tivoli? Tisto, pač kaj je tam Tivoli, tisto dvorana, ko je tam bila takrat, kaj te zvem. Je bilo več Tivoli dvoran? Velika je bila. Skupaj se držita 200. Ono, velika, ogromna, to je bilo puno. Samo takrat je, kaj jaz vem, narod tudi je bil bolj, veš, ne gre se samo, kaj smo mi kot muzikanti naredili dobrega ali slabega, ali kak, ampak tudi narod je to nekako respektiral in jim je tudi bil neki užitek. Gremo zdaj tam se najdemo in tako naprej. Tako so včasih ljudi pri Ezlejku se našli ali pa pri nekem kafiču, ker je pač to tako bilo. Ne zato, ker drugega ni bilo. Ljudje vedno rečejo, ja, veš, nismo dosti imeli, te pa smo pač taj šli. To ni tako. To je neka kolektivnost, je bila boljša tudi pri narodu. In to je potem tudi bilo dobro za bende, ker so po ljudje prišli. No, Korali so imeli v bistvu gostujoče pevce, ne? To je bil celi šov. Tedi je zapel 2 komada Glorijo, ne vem. Potem je Peterović je bil tak skoraj Peter redni pevec. je član. Petrović, mi smo bili, nas je bilo 5, zdaj Petrović. Potem so prišle pevke, ne? Chains, Ja, Lenka The Chains so Pinterić. bile tudi 4 one originalne še, Pinterićeva pa njena sestra, pa Cilenškova, pa še ona, ko v Ljubljani. Ditka Habel, ne? Ja. Takrat, cela- zdaj se ti z Alenko niste mogel zmeniti, Sama se je že zmenila, brez skrbi. se bo ta zmenila, nima časa, ker je zasedena. V starih cajtih pa je bil sneg v Mariboru, pa so vse 4 babice na Pobrežje prišli z biciklom po snegu na vaje. Pobrežje. V mojo klet, ki je taka, ki je iz 100 sobe bi naredil 10 mojih kleti, verjetno. Tako je bilo na malo, hočem reči, ljudje so bili dosti bolj entuzijasti. Ja, seveda, vse. Pol so pa vadile, da bojo pele Beatlese, pa je fotor stari Pinterić z violino poleg stav, pa jim je tak, pa so mogli vaditi. Pa je fotor tudi njim pomagal. Tako da je bilo čisto, hočem reči, občutek, zakaj, pa kak, to je najbolj važno. No, zanimivo, prej smo se z Bašatom menila, ne, dopoldne smo ravno z Bašatom delali intervju. Zanimivo, ne, ker ta intelektualna scena v Mariboru pa vas ni porajtala, ne, pisatelji, ko so bili takrat, ki so potem slavne face tudi na pisateljski sceni, časopis Katedra, tu vas ni bilo noter. Ma, to je nič. Pri nas je bilo tako, vsi muzikanti, kjer pač smo šli k Orlu, Orli bil, ne? Orli tu dol, ja? Orlu, veš tam na dvorišču, ali pa po zimi notri, tam smo še gulaš dobili na kredit, se spomnim, 280 din, gulaš s polento. In tam smo se mi med sabo menili, debatirali, plane, ideje, muzika in tako naprej. Pa so tudi bili zraven, pa je tudi bil Mišo Hochstetter, ko je bil fotograf, pa so zraven bili, pa je bil Srečko Nidorfer, ko je pri Večeru delal za glasbo. In kako se je nekaj to menilo, tako je nekaj napisal o tem in je živel neki članek. Ali pa naenkrat je rekel Radio Maribor, dobro, zdaj vi toti vsi pridite k nam, pa bomo nekaj posneli, sicer je bilo to vse skupaj mono, ker so imeli en zvočnik samo na Koroški, ampak mi tam nekaj posnamemo in to je radio vrtel te naše mariborske posnetke, ne samo naše, pa še od onih drugih, katerih, in je to neka lokalna hit parada bila, pa je to so ljudi poslušali. To je neverjetno.
To je nemogoče, to se mi zdi Je pa nemogoče. ljudi so, in vrata so bila odprta. Vi ste prišli na radio in ste snemali tu na Koroški. Ja, no. Posneli, par komadov. No, pa nisi rabo dobenemu nič dati, pa dobenemu na kolena iti, pa ni nič. Ja. Razumeš, kaj hočem reči? Hočem reči, da so možnosti, tudi možnosti, so bile večje, verjetno, kot zdaj. Zato, ker zdaj, če bi en bend z Maribora rekel, dobro, mi smo dober mariborski bend, jaz hočem tam en večer špilati na Lentu, ti lahko skoči z mojega balkona na glavo, boš bolj sigurno, da si živ še, ko priješ dol, ko pa da se bo tam zmenil z nekom, ko bo rekel, naredimo oder za lokalni talent, morate biti za to dobri, to se malo preveri in tako naprej in bomo mi te lokalne matadore malo tudi jih reklamirali. Tega pa ni. Tega ni. Ampak pazi, to... Ampak vidim pa vse najbolj stare bende z Hrvaške, naenkrat se pojavi Ribja čorba, pa rečem, Ribja čorba, to sem čul od enega v Holandiji, ko je tudi tam živel prej v nekem bendu špilo, pa on me je pravi Ribja čorba, pa pride Plavi orkester, pa to si vedno prepelajo ene pa iste, za domače pa ni nič. Za domače te bende bi pa še radi, da bi ti prišel, pa najel lokal, pa še njim plačal, pa še pripelo 300 ljudi, tako da niso ljudje odprti do tega. Ker na koncu, če so ljudje odprti, to se zažene ena aktivnost, ki na začetku je malo težko, ampak potem to malo razraste in je to dobro. A se zavedaš, kaj ste vi počeli v Mariboru takrat? Na radio Maribor ste snemali, že potem takem rečemo 64. 65. Ne? Kar drugje ni bil primer nikjer, da bi na državnem radiju kateri rock bende snemali. Tudi Rolling Stonesi v tistem času še niso prišli na BBC, kar tak Ja, seveda ne, zato ker je bila določena revolucija, tudi medijska v Mariboru, ne? Ja, zato ker je bila je neke vrste ena elita, mogoče drugot po Ljubljani pa vse posod, in to so bili tisti šefi, ki so pol rekli, kaj se bo, kaj ne bo. Tu pri nas pa so rekli, daj pridi stari, pa bomo te posneli. In je to pač, vse to dobenemu ni škodovalo. Je to komu škodovalo? To je bilo lepo za Maribor. Jaz ko gledam lokalno televizijo, pol pa pridem tam kanal 4 TV EMB, te pa celicajt eno pa isto, neki spot se vrti celicajt. Pa se vprašam, tam to je milijoni vloženega denara, ki imamo lokalni radio. To bi lahko on vzel to kamero, pa gre po mestu, pa greš k enemu tapetniku, pa narediš intervju z njim, pa se malo pomeniš, pa je to že zvečer v lokalnih poročilih. Pa greš te lokalna poročila, pa se meni z ljudmi, ki so nekaj naredili, da se jih reklamira. Zdaj pa jaz pa ne moram iti temu tapetniku, pa reči, gospod, če mi boste dali 500 €, te bomo vas posnel, pa boste prišli na televizijo ali pa na radio. To je oslarija. No, škoda se je potem naredila, ne? Očitno v začetku 70-ih, ko so se vaši posnetki vsi zgubili, ni jih več. Ja, zato ker pač takrat je to, ni več česa. trakovi so se pač prekopirali, tisto, kaj se ne rabi, verjetno. Jaz mislim, da še gre za hujše stvari, ne? Za mogoče celo bolj namerne stvari, to je moja teorija. Da so namerno izbrisali. Ne vem, ne moremo dokazati, ne moremo nič. Upajmo, da še celo nekje obstajajo vaši posnetki, ampak to je izredno zgodovinsko arhivsko blago, ne? To bi še jaz imel za arhiv. Zato sem si prinesel magnetofon hier, da si bom tu najdel posnetke, ko sem v Nemčiji naredil, da bom jaz to prekopiral. Korali, ne? Korali so obstajali do leta, kdaj? Do 66, ko ste šli potem ven, ne? Ja, pol pa tam ampak nismo zakaj ste imeli. pravzaprav šli? Kako se je tu zgodilo? Tu se je potem še nekje tale koncerte protestni v decembra. Kdaj je to bilo? Kako je to potekalo? Vrstni red točno? Ko smo šli ven. Ja. To je bilo tako, da smo mi tu pač pilili in Falice, in so ljudi tudi z Graca prišli k nam. Falice, z Graca, enostavno pridejo.
Marburg, tanc, je ga. In potem se je pojavil eden, pa je rekel, ja, veš kaj, v Gracu je en star klub in tam bi vi lahko špilali. Pa sem rekel, ja, zakaj ne? Star klub, to je treba povedati, veriga star klubov, ker so tudi Beatlesi. Ja, saj so, pol pa, pol so pa, ja, v Švici, Nemčiji je bil, pa da so ga tudi v Gracu. Zdaj sem še zadnjič enkrat, ko sem bil tam, sem šel mimo, pa še vedno tista klet tam. In potem smo pač mi mislili, veš kakaj, ti nimaš neke plane, samo pa mi to menedžirali. Nego enostavno se pojavi tam tisti, ko je bil šef tistega lokala, prije dol, ja, daj pridi ti tu za en mesec k meni špilat. In smo si pol zrihtali potne liste. Takrat pa, ker doben ni bil v vojski od nas, to je bilo haleluja. Ampak smo bili vsi neki vpisani v neke šole, te pa smo na konci dobili, jaz sem dobil potni list, ki ga imam še zdaj zašparenega, lepo z ledra, kozjega, rdečega, pa je not bila viza, takrat si mogel imeti vizo, ulazno, izlazna viza, 2-krat si lahko šel v inozemstvo. Za 2-krat si lahko šel čez mejo. HLC, ne, dajmo še to obnoviti, to zgodbo, ne. V HLC je prej špilal orkester Bertija Rodoška, ne. Ja. To je zanimiva zgodba, ne. No, bil je Berti Rodošek, pa tudi Holtaner. To je bilo v začetku 60, čez začetku 60. Ja, takrat Holtaner, Trobento in tak naprej. In takrat oni so takrat špilali tak, veš, Dixieland največ, ne. In pol so vedno zašpilali 2-krat eno pa isto, taki starinski način. To so, se jaz spomnim, ko sem bil na Finskem tudi, tak delali. Vsako pesem so ponovili, ne, 2-krat. 2-krat, tak da prvi pesmi si našel, s kom bo kdo plesal, pa se naučil malo, pol pa si še enkrat isto. No, pol smo pa mi nekak notri se, niti se ne spomnim, kak je bilo to, ampak v glavnem mi smo šli, da bi v pauzi malo tak, oni glavna zvezda, mi pa malo v pauzi. No, te pa na koncu je tako izpadlo, da je narod pač verjetno hotel poslušati bolj nas, ko pa Dixieland. Te pa smo na koncu pol, v glavnem mi najemali, to pa mi naprej, to ne vem, kako dolgo je zdaj ta prehod, ampak oni so bili takrat, Holtaner, vem, da je špilo, pa Berti Rodošek, pa Popne je špilo, eden tukaj pri banki še delal, se spomnim, kako se je že pisal. In tako naprej, no, tam smo pol mi špili. HLC so vzeli, rockerji, ne? Ja, no ja, mislim, bilo je lepo za narod, narod pun, bilo pa čista, kako bi rekel, kapitalistična ekonomija. Mi najamemo, mi moramo plačati najemnino, to so pol še vsakikrat predno je bil ples po zimi, take bombe prinesli velike, ko so vroči luft pihali vun, da so to segreli in pol mi njim plačamo to, plačamo zavod za avtorske pravice, tisti frajer je prišel vsakokrat na koncu plesa, tam se je lepo vsedel, pa je rekel 5 jurjev, kvitanga in to je bilo to, ostalo pa smo si razdelili. In to je bilo, tako da je to ekonomija štimala. Tako da sem jaz pol na koncu z nekim zaslužki normalnimi, pa kaj je bilo, tako da sem jaz to narako blata. Mislim, to je tako, ko se reče, normalno poštensko, narako blata. Moj foto je prišel domov 100 jurji ali pa 90 jurji, jaz pa sem imel 300 jurjev ali pa 400 jurjev skup v mesecu zbranega denara. Jasno? Tako da je to, vsi mi to smo mislili, da smo Rockefelleri. Ampak vseeno, bili smo radovedni, zdaj pa gremo gledati, kak je v Avstriji. Iz radovednosti, ker smo hteli videti svet malo. Zdaj, kak je bilo? Je bil ta koncert protestni v Mariboru na glavnem trgu? Ne, na Trgu Svobode. A to pa je... Je bil pred Avstrijo ali kak je? Ne, to še bilo v cajtu, ko smo bili tu. Ne. To pa je bilo tako, da enega lepega dneva jaz grem spet normalno konemo dol, rečemo čuj v soboto ples, pa je on rekel, oprosti, ne moremo vam najeti. Sem rekel, kak ne? Je rekel, občina ne da. Kak ne da občina? Ja, županja, neka županja je bila tam, kažem, rekel to, misli, da vaša glasba ni dobra za mladino, da je to preveč desničarsko, ne vem kak. In potem smo mi enostavno vzeli instrumente in smo si tu na štenge, tu doli. Na štengah smo se postavili. Na vrhu šteng,
v Eko je bila tista restauracija. Svobode, ne, moraš Ja, reči, na to je Trgu vse. Svobode, te še ni bilo onega kočaka, tako da je bilo to vse odprto. Potem smo pa šli, se spomnim, Tedi, Lahov je šel tam s električnim kablom v tisto gostilno v Eko notri, tak, Skoro bar. kaj je že bil, ne vem, kako se je imenovalo, in je rekel, čujte, zdaj bomo mi tu igrali, pa bo televizija prišla, pa to, pa ono, in lahko vzamemo elektriko. Pa reče ona, šef, štekaj tu, samo malo dajte s kamero tu, da se bo videlo nas tudi, seveda. Podjetniško razmišljanje, torej podjetniško Ja, no ja, mareš, ne, v sili hudičko, mareš žere, kako se je reklo to. In smo mi tam pol začeli špilati na tistih štengah. In se naenkrat začnejo ljudje vstavljati, pa 100, pa 200, pa 300, pa 500, naenkrat je bil puni trg, puno naroda. In mi špilamo, pa čujemo nekaj, začne en tam, fuj, pacek je pa tak. Ja, obrnem nazaj, čuj, 3 marice. Zdaj za vami, ne? Za nami, tam so se pripeljali po... In marice odprejo ven, pridejo tak lep leather jacket, policija in se oni tam postavijo. Da pa nič niso upali, ali pa niso hteli, ali pa v glavnem tam so ostali. Narod pa že je bil malo jezen tak. Pol pa mi špilamo in pa je bil konec tega, potem pride en tam šef policije pa je rekel, tovariši, ki imate dovoljenje. Ki imate dovoljenje. Sem rekel, kako dovoljenje? To je javni nastop, zato morate vi imeti dovoljenje. Pa sem rekel, kak javni nastop? Sem rekel, mi smo tu, vadimo malo. Ja. Normalno smo v hali C, ampak občina nam pač to ne dovoli, pa smo rekli, da bomo pa tu malo vadili in to ti pač, ko grejo mimo, to ti se sestavili, kar se jim dopade. Mi nismo dali ne plakatov, nismo dovoljeno nič rekli, ne nič. Te pa on gleda en cajt, pa pravi, tovariši, drugič morate imeti prijaviti, pa morate imeti dovoljenje. No, pol sem pa rekel, dobro, drugič bomo imeli dovoljenje. In od takrat naprej smo vedno lahko špilali v Halice. To se pravi, občina si je premislila. Tako da nismo mi 29. november, ni bil zdaj, revolucija, nego že takrat. Samo nam je bilo pač lepo, mi nismo zdaj to imeli neki načrt, da bomo se zdaj tu borili za svobodo naroda. No in potem, ko smo pol si zrihtali kšeft, da gremo en mesec v Gradec, to je bilo to, en mesec, Bog ve, no, potem bomo prišli domov, ampak pol je prišlo z enega, pa drugo, pa tretje, pa četrto, pa smo šli peš tam na Gradec, veš, pod uro, gori na vrhu, pa smo tam sedeli, pa gledali čez brege, pa smo si rekli, če tam nekje je München, ne, tam je Nemčija, gori, ja, če je meni fajn bi bilo, če bi šli taj. In tako je pol se pojavil neki butl, pa je rekel, čuj, jaz bom šel v München, pa bom šel malo okoli pogledat, pa se en pojavil, pa je tam našel neki kšeft, pa smislil, da to z tega nič ne bo. No, naenkrat viza, delovno dovoljenje, gremo v Nemčijo. Špilati. Ne, in pol od tega kuj naprej in je to bilo to. Tako da je to kar eno preneslo v drugo, pol pa na koncu, pa so tak 5, ko nas je bilo, to je bilo enih 6-7 mesecev, smo tam pol igrali po različnih, vsaki mesec neki druge. No, pol pa se en je rekel, ja bom šel domov, Milan Petrovič je rekel, ja, pa moja punca me čaka, pa tak, no, te pa pol smo šli domov. Takrat sem že si zrihtal tako neko vizo od enega konzulata, da lahko gremo 6-krat čez mejo. No, pa smo šli tu, pa smo hitro naredili 4 ljudi, ker ona 2 sta ostala tu in to je pol ostalo tako, da je pol prišel tisti Bobnar iz Varaždina, pa Damjan Katalinič. Namreč treba je to povedati, ne? Da so takrat bele strele v bistvu razpadale oziroma so tudi iskale nove člane, ne? In so v bistvu se večina benda priklopila k vam, ne? No, in pol smo bele strele pa so že imele plošče. Ja, pa oni so bili, to so bili, kaj bi rekel, zvezde za ta cajt. No in pol smo mi šli v Avstrijo spet. No in pol smo bili 4
špilamo v Avstriji in enkrat se pojavi Toni Sabol, ki je s par muzikanti, tudi z Rojsom, pa oni so provizorično z njim. S katerim ste že prej sodelovali tukaj tudi, ne? Ja, s Tonijo Sabolom smo že prej tu špilali skupaj. Pol pa je rekel Toni, stari boš išel s nama v Francijo, da bi ja šel z njim, pa Ravš, basist. Pa sem rekel, če zdaj smo naredili band naprej. S tiste stranice Zdaj naprej imamo band, kaj bomo zdaj se tu rasturli, če mi smo prijatelji, mi smo sebi band naredili, oziroma band gre naprej. Sabol pa je za svoj band iskal... Zdaj on pa je hotel dva od nas zdrav vzeti. Za Kripse, ne? Za Kripse. Pol bi Franc Rojsov šel nazaj domov, pa še, ne vem, še enega imel, ko bi en bi špilo bas, en pa kitaro. Oni so takrat bili na turneji Italija, Francija, pa so Franciji sestavljene, ne? Ja, pol so pa iz Zagreba prišli, pa so pripeljali, pa še to dva, pa so hteli nas pobrati. Pol pa sem jaz rekel, čoj, ne, jaz ne grem nikamor, pa oni drugi tudi rekel. Pol so pa začeli muzikanti v Kripsu reči, pa kaj, zakaj nečete iti z nami, pa tako. Pa sem rekel, čoj, jaz sem že imel posla s kolegom, jaz nem šel na sredo Francije, pol pa z biciklom se pripeljal domov, ali pa peški, ali pa z avtoštopom, ker to se meni zdi malo. Pol pa na koncu je spadlo tako, da Kripsi so se tako imenovano razpadli, pol smo pa mi tista dva blazera pobrali, pa še bobnara. Pol smo pa šli mi v Francijo, ker je prišel tisti menedžer. Ko smo se pojavili v Franciji, To pa je bilo že 68. ne? to je bilo 68. Pol se pa so tam pojavili štrajki. To smo pa bolj po Parizu kameni metali okoli. Demonstracije ulične, ne? Pa ni bilo kaj za jest, pa za pit zadosti, pa tak, pa benzina nisi dobil, pa nič. No in pol smo se odločili, sem jaz rekel, čuj, veš kaj, gremo nazaj mi v Nemčijo. Kužiš? Gremo mi nazaj v Nemčijo in se pelamo mi, Cobra je bil šofer. To je tisti bobnar, ki je bil prej Od Kripsov. Ja, Ja, pa bil tisti, tudi pri Belih v strelah. Belih strelah. On je bil šofer, jaz sem sedel zadaj, pa še en Francoz je bil zadaj, pa en od menedžerov, pa še en frajer je bil spredaj. Zdaj pa ne vem, če je mogoče Cobra dobil takrat na loteriji svoje vozniško dovoljenje, to ti ne morem reči, ker se spomnim, da je tudi v Champs-Élysées, ko smo se pelali z avtom, smo imeli taki kamion, pa smo rekli, čuj, naslednjo na levo, in on je sredi Champs-Élysées enostavno obrnil avto na levo, razumeš? On ni imel tisto, ja, zdaj naslednja ulica. On je kuj, no takrat je pa pol tam meni 120 na uro se ruknil v stoječi kamion sredi ceste. Tako da na koncu od avta ni bilo nič. Jaz pa sem zadaj spal, pa me je okoli obrnilo, tako da sem si samo nogo malo zvil. Cobra pa je bil mrtev. Pol pa smo rekli, ja, pol pa so nas v bolnico spravili vsi, te pa ostali pridejo od benda, joj, stari, kaj bomo zdaj, bomo. Se rekel, ne bomo zašli domov. In smo takoj poklicali tu po Mariboru in pol smo se z Borčijem zmenili in pol je Borčij, Poljak, on je prišel v Pariz z zadnjim vlakom, ki je še bil, pol bi bil kompletni štrajk. No in pol smo pa tako ostali naprej do naslednjih 14 let, eni pa isti. To pomeni, da ko ste v Švici snemali LP, Ja, ne? To je bilo zelo hitro, 69. ja, to pol, ko smo v Švici začeli špilati 70. leta, tam 69. Ja, to. No, ampak kako se je imenovala založba že? No, Ena je Star Records. ja, Star Records, ne? Ko ste snemali, je Boris Polak snimal bobne, ne? Ja, LP prvi, ne? Ja. Treba namreč vedeti to, ne? Da vi ste verjetno prvi jugoslovanski band, ki je izdal zunaj LP ploščo, ne? Mogoče, ne vem. 100%. No ja, tale rock'n'roll pevec je izdal zagrebški prej, ne? Zdaj, mi smo tudi v Parizu imeli... Karlo Metikoš, ne, je bil zunaj. Ja, on je bil tam tudi, ja. Mi smo recimo v Parizu imeli vse splanirano s Terezo Kesovijo. Tako je to bilo. Da bomo šli na turnejo.
pa 2 francoska in smo mi, in ker je začel štrajk biti taki, pa vse to, pol to ekonomsko ni se moglo narediti in pol je bilo gotovo. S tem, Samo meni ni jasno, še vedno ne praviš s Terezo Kesovijo, ste bili zmenjeni, obenem, Pa to ni- ko pa poslušam tiste posnetke, je bila dosti trda rock muzika, ne? poslušaj, da smo si na jasnem. Ko si v Parizu, pol pač reče menedžer, ko so oni izvedli, da smo mi Jugoslovani, ona pa je tam takrat bila, pol pa je ona, bi mi naredili celo turnejo. Pa smo še imeli celo pogodbo, tu še imam spakano, z televizijo francosko, drugo. Tako da bi mi po Franciji delali koncerte in vedno bi bili v poročilih lokalnih, pa tako. Tako da plani so bili dobri, ampak pol na koncu je vse skupaj šlo z revolucijo. No, se vi ste dobro potem nadaljevali kariero. Če, najbolj važno je, da pač ne dvigneš roke pa rečeš, ja, zdaj pa je das tragedija, gremo k mami domov. Moja mati je vedno rekla, kdaj boš prišel domov. Moja mati je mislila, ko bomo lačni, bomo šli domov. Ampak kako pa je prišlo do tistega LP-ja, ker LP je pa dosti progresivna muzika gor, ne? Glej, mi smo 2 longplaya imamo tam. 2 longplaya? 2. 2 veliki plošči? 2. En je, to ti bom pol pokazal. En je imel malo tudi covere, A res? pa malo Chicago muzike gor, pa take stvari, pa še en drugi, ko ima tudi originalne muzike dosti več gor. Ampak eno smo naredili, ko smo tudi v Davozu bili in tam je producent od Star Music, on je tudi tam živel, pa to, pol pa je rekel, machen wir eine Plate. Pol smo pač eno naredili, eno smo pa v Bernu naredili. No, In to pač, če danes je to vse malo drugače. To ne samo pri nas, tudi pri ostalih muzikantih. Včasih je bilo malo drugače. Nekdo je špilo, pel, bil popularen, oziroma publika je bila zainteresirana, seveda nekdo našel, ali pa firma plošč, ali pa en producent, pa je rekel, ja, če s totimi naredimo ploščo, se bo kaj prodalo. Tako da ni bilo, danes pa vsi iščejo, pa producirajo, pa vrtijo, pa naredijo, pol pa sami nekaj zaslužijo, za vse pa ni zadosti denarja, če nisi velika zvezda postal. Včasih je to malo drugače, oni so na tržišču tudi gledali, če je nekdo, ki ima publiko svojo, ne? Če ima svojo publiko, te rečejo, no ja, če bi on imel tudi plato, bi bilo mogoče, bi se kaj prodalo. To je pač tako bilo. Mi smo dobili časno, šel k firmi plošč, v Švici, tiste single, pa sem rekel, dajte meni 200 singlov, 100 totih, 100 onih, ker so bile 2 različni. Ja, no, Pol sem pa šel lepo k firmi, ko je imela jukeboxe po celi Švici. Pa sem jaz enostavno njim šenko plate, sem rekel, čujte, to vam dam zastonj, če hočete vi dati to v jukebox, da jaz vidim, pol bom se jaz še enkrat poklical, da vidim, če se to ljudem dopade ali ne. Če nekdo špila to, večkrat se jim dopade. In to je bila firma v Baslu in oni so rekli, ja, bomo naredili. Pol smo mi enega dneva se pelali z enega posla na drugi, pa smo šli na kosilo v enem takem gasthausu na cesti, pa so imeli tudi jukebox notri, mi tam sedimo, naenkrat se eden vstane, tam neki gost, pa gre tam, pa rukne Frank notri, pa čuješ sam sebe špilati. Super občutek, ne? Sem rekel, vidiš, tudi kmetom se dopade, vredi, ne? Nekaj ti hočem reči, zdaj pa je situacija taka, to bi verjetno dan danes, če bi enemu rekel, stari, tu imaš par totih CD-jev, ali pa imaš to, ali pa imaš ono, daj ti naredi si neko reklamo. Oni ne bi nič naredili, oni bi mislili, to bo vse firma naredila, plošče, mi smo pa sami, ali pa greš. Tudi v Holandiji, ko sem jaz prišel v Holandiji, to je tam po 100 takih malih radijskih postaj, pa to. To so frajerji naredili singl, on gre od vasi do vasi, ki je postaja, pa se zmeni, pa si spijejo pivo, pa reče, stari, špile malo, pa so včasih bile plošče, ko jih
normalni radio sploh še ni špilo. Cela Holandija pa jih je poznala, ker so tisti kmečke radio postaje so to špilale. No, od tistih dveh singlih nismo rekla, to je treba reči, namreč treba povedati, to sta dve dobre pesmi, ne? Waiting for a Train, Ja. pa To so to druga je pa, ena je Stop, stop. ena Stop, ne? pa one bestrani. Stop, stop. A to, čakaj, to pa je revolucija. To je revolucija. Politična revolucija. Mislim, ker to. celi tekst, pa celo to, ker jaz nisem hotel iti v vojsko, pa zato nikoli nisem prišel domov, ne? Tudi nisem prišel, ko je moj fotor umrl, ker bi me tu vojna policija zapeljala v, na jug, na albansko mejo verjetno. Razumeš? In nisem hotel priti. Sem rekel moji mami, sem rekel, čoj, zdaj sem tu, si naredil, kaj sem si naredil, jaz ne bom zdaj šel, ker bi me takoj, veš kak je to bilo takrat, takoj bi imel vojno policijo. Če jaz poznam par frajerov, muzikantov, ko so prišli, pa so imeli avto vedno 4 ulice naprej sparkiran, pa vse noč spakano, v primeru, da kaj je bilo kuj čez okno, pa se jim že zgodilo to, da je vojna policija zvonila spredaj, ne? Ker noben ni hotel, kako so si izrihtali malo postelj, niso hteli beg leteti. Ne bi rekel, zdaj bom jaz to dobro, zdaj imam kšeft laufa dobro, zdaj bom jaz šel v vojsko, tem pa prišel nazaj, ko ti prideš nazaj, vlak se že odpelo, ne? To je to. Ja, to je bilo revolucionarno besedilo, ne? Ja, no, obojno je revolucionarno, tako da veš, tako da revoluciji dosti nisem delal, ampak tisto, kaj je bilo treba, je bilo to tako, kak je bilo. Ne? In te singlice so celo bile ene male hiti, ne? Res, da ste bile na nemški lestvici, en stop, da je bilo... Čoj, poslušaj, jaz ne bom nič rekel dosti o tem, zato ker to lahko dam neko krivo informacijo, ker jaz, ko sem se z avtom pelal, pa kakaj radio poslušal, jaz sebe mogoče nisem čul, vem pa po mojih avtorskih pogodbah, da sem vedno dobival neke royalty, radio Rundfunk Österreich, pa Rundfunk Švajc, pa Rundfunk ne vem, tak, razumeš? A tako da je bilo to urejeno, te avtorske pravice si dobival takrat že? Ja, seveda. Jaz sem midglid, kako se reče, član Geme. Član Geme si? Seveda. In kaj se je tudi zgodilo, da so pol te pesmi, je ta iz Davoza, on je pa šel vedno na Midem in so na Midemu Španci to prevzeli in so pol oni tudi v Španiji je šlo. A v Španiji sta obe ali samo stop? Stop, se mi zdi. In to še pol po špansko, jaz sem dobil tudi plato, pa zdaj pa ja nimam. Jaz sem to mogoče izgubil, mogoče ima eden od mojih kolegov, še eno. Oni ti pošljajo vedno originalno ploščo, tako da imaš dokaz. A priredba je šla torej drugi? Pol pa so to prodali v nekam Venezuelo ali nekam, kar vidim na mojih, tudi iz Venezuele sem dobil royalties. Super. Tako da je to nekaj šlo, mogoče so dali španski tekst gor, kaj te vem, Bog, Isus, ampak te pa je lepo, ne? Te pa jaz gledam, dobi neki denar, niso to milijoni, ampak prije denar notri, pa to, te pa piše Venezuela, pa mislim, kak je to, kaj zdaj. Pa na koncu vidiš, da so royalties, da so te pesmi založene in da so bile publicirane. Tako da to je lepo. No, vse moje mnenje je tako. Ali pa če me nekdo najde, nekdo me je našel preko interneta, preko agenture, pa je rekel, čujte vi, jaz bi rad imel posnetke stop, ker sem videl ploščo v Španiji. Iz Španije je frajer, kolektor starih plat. Ja, seveda. No. No, vse moje mnenje je, moje mnenje je tako, jaz sem to sem tudi zapisal, da si eden izmed boljših avtorjev pop glasbe, slovenskih avtorjev, ne. Se ti imaš za slovenskih avtorjev sploh? Jaz sebe, moje komponiranje nisem vzel kot neki posel, razumeš? Da bom rekel, jaz moram zdaj nekaj... Baterija je, Gremo kar vse ono delo.
Kar gre, Mirko. Ne, To je komponirano, hočem te nisi reči, zdaj kot- jaz nisem to rekel, jaz sem zdaj komponist, jaz sem pa vsedel in moram vsak dan nekaj skomponirati. Jaz sem špilo in naenkrat mi pade neka ideja in si rečem, to je fajn. Nisem bil nameren komponist, nego sem bil tak, ti pade nekaj, ne Če vem, bi zdaj, bil če bi bolj zdaj, nameren komponist, bi lahko verjetno dosti hitov ja, mogoče, ali pa bi bil v nekem stresu, zdaj pa, če bi zdaj tudi meni prišel, pa rekel, jaz zdaj bi rad izdal long play z 10, naredi mi 10 kompozicij, te pa jaz ne vem, če bi to zdaj bilo vse dobro, ker pol zdaj moraš nekaj si izmisliti, pa začneš nekaj, tako da to ne vem, če je to. Ampak v glavnem, no vse je prišlo, ker je pač tako prišlo. Gremo zdaj to ime, ne? Ime je včasih generacija 68 ali kako To je, je 69. to je bilo, Generacion, top generation, top ja, pa generation. to je bilo, veš, kak je bilo, to Potem je generacija- enkrat Damjan rekel, čuj, dajmo si mi tam, da bojo vedeli, kjeri smo mi, da pa se to malo spreminjalo, razumeš? Pol pa smo imeli enega agenta v Švici, ko je rekel, mi nismo, vi niste generacija, vi ste top generation, vi ste najboljša generacija. Dobro, dajmo top naprej, razumeš? Tako da se je to malo spreminjalo po slučajnosti. Tako da ni bilo to neki plan. 68 si je Damjan zmislil. Je rekel, dajmo 68, da se ve, da smo mi od takrat. No, pol pa smo začeli debatirati in zdaj, ja, pa če je 68, te bo rekli, da smo stari dedi, če je zdaj Razumem, 75, razumeš? Ja. Tako da je to bilo. In potem je bil top generation do konca, ne? To je bilo do konca tako. Top generation, kjer ekipa je nastopala, ta skupina nastopala v Nemčiji, večinoma Francija, kje je Ja, Švica. če, no, bilo nas je, tako smo bili takrat, tistih tam 14 let, koliko, 15, bomo pogledati, no pol pa se je Borči Polako oženil, pa je rekel eno leto prej, čuj, jaz bom tak, čez eno leto pol nehal, no pol pa oni, pa tretji, pol pa sem jaz pač zamenjal pač muzikante, da gremo naprej. Samo na prvo sem rekel, te bomo z našimi ljudmi naprej delali, tako da bo taki jugoslovanski bend kot prej. Samo pol sem enkrat enega bobnara, ko je v Gradcu tudi v šolo hodil en cajt, pa tak z Maribora, te pa je bil taki filozof, ki bi vse rad, pa nič ni šlo, tako da se ni dalo s tem delati več. Ker mi smo že takrat imeli malo drugačno mentaliteto, ne? Tako se pač dela na zahodu, tako smo bili navajeni. On pa je prišel te z Maribora, pa v Gradc, pol pa je mislil, tako da ni šlo. Zdaj smo po 2 meseci nehali, s tem in pol smo začeli, za nas zamenjal recimo bobnara, imel iz Švice, pa iz Anglije, pa pol on iz Švice nazaj, iz Švice je malo pil, pa se je malo mogel zdraviti, ampak opasni bobnar. Pa pihalci so bili iz Pihalci Amerike, iz Amerike, ne. Pride v Švici, je bil en bend, ko je imel enega ameriškega trobentara, ki pol je hotel še malo ostati, te pa je pol, ko je naš nehal, je prišel k nam, pol pa, ko iščeš drugega, pa reče, jaz imam kolega v Los Angelesu, pa bom ga poklical, pa izbereš od par, pol pa začne eno z drugim. Tako da na koncu, ko sem jaz nehal, Top Generation, na zadnje, sem imel 2 Amerikanca, Blazera, pa švicarskega bobnara, pa 2 Angleža, keyboard, pa bas. Tako da na koncu smo postali internacionalni band. Ja. To je bilo leta, nehali ste 86. Ja, aktivno nastopati. Ja, 86, tako, pol sem pa začel. Ampak takrat se je tudi muzika morala spreminjati, verjetno ste začeli komercialo igrati. Ampak ne, mi nismo nikoli igrali to, kaj bi rekel, komerciala. Če je bil kaki hit, ko je bil dober, tako da je bilo nekako, da se ti je dopadlo, tudi te smo kaj špilali. Jaz se spomnim, da nisem nikoli nič zašpilal od Abbe, recimo, ali pa ne vem od koga. Ne? Tako da, čuj,
v glavnem, igrali smo, kaj smo igrali, zdaj pa, ko vidim bende, ki mi pošiljajo reklamacijo za špilanje, pol pa na koncu, če bi jaz vzel moj celi repertoar, on bi bil spet isti aktualni bend, ker zdaj bendi tudi nimajo več kaj za špilati. Grejo nazaj pa špiljajo tisto, kaj se je špilalo prej. Zato, ker takrat so bile kompozicije dobre, ostalo pa dan danes pa je bolj tak DJ, malo vse skupaj s kompjuterji pa tak. In ti bendi, ko zdaj igrajo, tako smo mi igrali, oni igrajo glih tak do 70 let glasba, tak pa še malo ostalo pa. In če danes greš pa zašpilaš stare Rolling Stones ali pa bilo nekaj takega, bo vsaki mlad pa stari se jim bo dopadlo, ne? No, jaz sem poslušal en CD, ki si mi ga dal bolj solovsko, ampak zelo rockersko solovsko, ne? Rockersko bolj na rock, je celo blues pa rock, pa soula je zraven. To je fantastično producirano, fantastični feeling je gori, odlični izbor komadov, vse. Veš kaj je? To je neverjetno pravo, kje so to snemali? Jaz sem enkrat gledal, te pa grem včasih na YouTube, pa gledam tak stare posnetke od tistih bendov, ko smo tudi mi pol špilali, kaj od njih, pol pa na koncu vidiš, da je tak skoraj vseeno pa isto. Vseeno isto, Mislim, oni so pač bili tam, pa so bili v boljših možnostih, pa se je to drugače razvilo. Mi smo pač bili neki drugje, na začetku smo bili koliko toliko podobni, vsi smo nekaj znali ali pa nič znali, pol pa eni se pač razvije malo tak, drugi pač malo tak, te pa je. Na koncu pa ni to nekega čuda, mislim, samo treba hteti. Kako si se potem znašel po koncu Top Generation na Nizozemskem? Kako je to? Kam je šlo? Zakaj? Se veš, kak je to, te pa tam neka baba se pojavi, pol pa malo tak, pol pa sem tam rekel, dobro, zdaj bom naredil studio si. Pol sem pa celi denar, kaj sem ga zašparal, zmetal, pa naredil studio, zgradil za dosti denara, pol pa sem začel tam producirati, pa snemati. V katerem mestu je to? V Groningenu. Groningen. Pol sem pa tam še celo imel malo uspeha, moram reči, parkrat na televiziji tudi pa tak, to pa zaradi tega, ker sem pač imel izkušnje za aranžiranje, pa live, pa kako mora zveneti, da se to ljudem dopade, no. Tako da je bilo še kar in celo uspešno. Pol pa čez en čas prideš do tega, da pridejo ljudje snemati, pol ti pa muči živce od popoldneva pa do 6 vjutro. Kak bo še boljše, pa kak še lažje, pa še lepše, pol pa, ko si vjutro vstaneš, ko si se naspal, čuješ, da je vse skupaj ne štima nič. Zato, ker en ne špila v ritmu dobro, on je 20krat zapel, pa je vsaka naslednja verzija je slabša, ampak pol oni to nečijo videti, pa misli, da to se vse s knofi da narediti, tako da pol pa mi je že začelo iti malo na živce, moram priznati. Pol so me pa nekateri vprašali, če mi kakšen kšeft lahko najdem, ker sem pač špilal vse posod, pa še poznam ljudi. No, pa sem pa začel tistim, ko so pri meni snemali, sem mu zrihtal enemu tam v Kopenhagenu en band, da so špilali tam 3 mesece, pa onim, pa tretjim. No, zadnje sem ugotovil, da če jaz sedim v svojem biroju, me noben ne zajebava, pa zaslužim sebi boljše življenje, ko pa da bom vsakega butla snemal. In tako si postal menedžer. Tako sem postal menedžer, ne zato, ker sem hotel biti menedžer, pa ker je spet situacija me potisnila v drugo situacijo. Kdaj si začel to špilo organizirati, katerega leta, v 90-ih ali? Za management pa to? No, če, kaj vem, 87, takrat, ko sem tisti studio, ker sem to vse gradil, veš, tako pač treba. Tako da, no, pol sem pa, studio sem imel do konca. Vse studio še zdaj obstaja? Do svoje ločitve. Studio je spakan. Ko sem jaz se tam z veseljem je
imel pun kufer, pa sem se ločil. In ko sem se ločil, sem pol vse skupaj vun spakal. Sicer sem zgubil tam 150.000 guldenov takrat, tisto, kar se je gradilo, ampak tehniko pa vse skupaj, pa imam v svojem biroju, lepo zloženo. Tako da je to, ampak je bilo lepo, jaz zelo rad to delam, tudi zelo rad snemo, ampak za mene je muzika muzika. Jaz, ko čujem, če poslušam eno bas linijo, vun potegnem vse, pa čujem, pa vidim, da tam nekaj ne štima, da nima pravega gruva, pol pač tistemu, ko špila bas, rekel, čuj stari, veš kaj, tu reši to, tu reši ono, to je malo tak. No, nekateri probajo in je boljše. Nekateri prereči, pa kaj boš ti me zabavo, to jaz to vem, to je to. Pol pa špilajo tak, veš, tak. Ja. Kako bi rekel, jaz sem vsakim hotel reči, dober bend, dober aranžman je ko slika. Ti si zelena barva s pikicami, on je ta barva, on je to, on je črno, on je belo in to zdaj treba tako zložiti eno na drugo, da na koncu je lepa šarf in dobra slika. Ne pa tako, da oni špila tak, oni pa tak, pol pa je vse skupaj na nič se ne čuje. Te pa ne vejo, zakaj ni dobro. Ni dobro, ker pač ni vsak na svojem placu. Tako tridimenzionalne svete podobice. Ja, mislim, da splošno, tu mora biti vsak na svojem placu, točno, in harmonija in tako naprej. To so ene stvari, ampak ritmični ljudje tako slabo špilajo, ne. Te pa na koncu sem imel pun kufer vsega. Pol pa je, ko sem bil kot agent in to, pa par kolegov, pa muzikantov, včasih prišli zvečer k meni, čuj, studio je bil doli, jaz ko v pidžami dol, pa smo si špilali, tu, še na toto škatlo. Pa še na onega tam zadaj. Tvoja firma management se pa imenuje FM, ali kakaj? MF Music. MF Music. Kar sem jaz Mirko Fistravec. Mirko Fistravec. To je to. Ja. To pa je assistant manager. Neče ona je to, ne, kaj ti hočem reči. No, in vse pač delam to. Ja, in pa to že v bistvu kakih 20 let skoraj delaš še management, ne? To se delam od 86. pa do zdaj. Še malo produkcijo, pol pa malo počasi eno snemaš, eno pa drugo, pa enega, in pol pa malo več, največ od tega. In to bende pošiljaš odkot? Odkot so tvoji artisti, recimo, ker sem tvoj luster gledal, to je kar... Od vse posod. Od vse posod, kaj pomeni to? Od vse posod iz Lenarta, pa je se... Ja, če bi prišel en z Lenarta, ko bi to hotel, pa bi znal, pa bi hotel, pa bi imel pravo kvaliteto, pa pravi price, pa ne bi zajebaval, bi tudi z Lenarta lahko prišel. Tu pa se to tako malo težko. Tvoji artisti so z Amerike, z Brazilije, verjetno. Če rabim enega, pokličiš enega iz New Yorka in za 10 minut si se zmenil in gotovo. On naredi se pogodba, on gre v avion, pa gre v Dubaj. Ja, seveda. To je torej tvoje delo, ne? Pošiljati glasbenike, nastopati v letoviščih. Mi dobimo provizijo, oni pa dobijo svojo gažo. Tako, ja. In to je to. Ba imaš dobre izkušnje v Sloveniji, odkar si se preselil, oziroma pol stanuješ tukaj? Dobra izkušnja v Sloveniji je to, da imamo tu zdaj tudi biro, pa hiter internet, pa tam so vsi podatki in to je to. Tako da midva lahko tudi tukaj delamo. Tu ali pa tam. Tako da, če midva gremo v Holandijo, si vzamem tiste hard disk poleg, pa laptop, tam zaštekam na take iste kompjutere, tam vse skupaj stoji in delamo naprej. Tako da... Medtem ko pa v Sloveniji pa ravno niso preveč podjetni, ne? Ma reč, to se ne da ni zmeniti. Jaz ne bom imenu več rekel, ampak z enim v Mariboru sem se pred 15 leti menil na telefonu, pa je po 10 minutah bilo zadosti. To ni nič. Ljudje imajo vizijo tako, da sploh vizije ni. Zdaj pa, če si, kot rečemo po domače, če si pri koritu in če si s tvojimi bilo kak se vedno zrivaš poleg, pol ti lahko delaš, kaj hočeš, tisto, kar je, pol pa si ti vedno uspešen, tako imenovano in tako naprej, ne. Ampak
ne vem, če na Lent grem že bolj slabo. Zato, ker ti greš tam, če vidiš kolege, onega pa trega, pa tak vredi. Vedno je eno pa isto. Vem, da tisti, kaj klub NKB, kaj oni klub tam doli, tam včasih bendi špilajo, ne? KGB in to na koncu mi moj zobozdravnik reče, jam zdaj v KGB-ju špilo. Razumeš, enkrat na leto ali pa dvakrat na leto si oni tam i sami zrihtajo in to na to. Oni ko pa ima KGB pa ne vem, kakvi so ti ljudje, ali on tudi razmišlja, kako bi to malo naredil, si več kšefta, malo bolj privlekel, še več ljudi ali tak naprej. Tako da ne vem, no. Tako je vse, to je tudi zgleda pri naši glasbi, v naši domovini. In če rečem oni, ko sem ti prej rekel, ko me je poklicala, pa reče ona, ja, jaz bi imela, kaj zvem, 350 evrov ali koliko na dan, si mislim, čujeti, zato si jaz kupim bicikl na dan. Mislim, tako da to je nemožno, to je sploh nemožno. S tem nima ona kšefta nikjer. Ona lahko gre za 500 evrov, z avtom se zapela nekam, en večer špila, pa gre domov. Taki neki gala gešeft. Ampak normalno ne mre. To tega ni. Pol pa lažejo, pol pa, če gre tam na morje v neki hotel špila 14 dni, ni ziher ne dajo 350 evrov vsaki večer, če jih sploh kdaj dobi. Razumeš? In zaradi take vizije, enih pa drugih ti nikam ne veš priti. Gotovo. Imam tu kolega, ko je cel cajt v Švici špilo, živi v Tuju, on zdaj si najde tu eno pevko in pol kam gre, ki špila, on gre tam čez mejo. V Radgono, Radkensburg, pa tam neka druga. Tam on lahko gre špilat, od tam ga ljudje pokličejo, nekdo se je oženil, zagostijo, da špila, pa v klubu, pa ne vem ki, od tam on zasluži svoj denar, tu pa nema posla. Ja, kak je Maribor, kak ti je všeč? Kako dolgo si tu? Kaj se vem? Malo bolj dolgo, 5 let. No, 5 let. Samo to je pač tak. Maribor ni več Maribor, taki kot je bil všeč? Ne. Edino, koliko je tak, da vidiš tu kakega starega pajdaša tu, ko si kavo spiješ, pa malo počvekaš, pa vsi malo jamrajo. Nažalost je to, da je pa, če pa bi zdaj treba v Sloveniji kje biti, v enem mestu pa verjetno bi bilo dosti boljše biti v Mariboru, ko pa recimo biti v Ljubljani ali pa kje. Ker tam sem gledal takrat na začetku, če bi kako stanovanje najeli, da se vidi malo, pa to, pol pa kontakti z tistimi lastniki, pa ton, pa aroganca je meni takoj zaškrnila mojo štajersko kulturo. Tako da sem rekel, to je tak. Ja, dobro. Mogoče kakšna zaključna misel, oziroma česa nismo obdelala, mogoče kakšna tema, ki je nismo obdelala? No. Najbolj važno je, da tisti, ko se bavijo s tem, da so bolj odprti in da ne delajo en proti drugemu, ampak skup pa šajbajo. Pa si kreirajo, ti moraš sebi kreirati neko tržišče, da počasi nekam se nekaj zakuha. Zdaj ne vem, če bi eden tu neki band šel tam na radio Maribor, ali kaj tam, televizija Maribor, recimo rekel, dober dan, čujete, mi smo band tu, kaj bi mi lahko tu v neki oddaji malo, verjetno bi mu rekli, ja, napiši prošnjo, ali kaj, mogoče ja, mogoče ne. Verjetno je tak, oni bi tisti, ko so tam, bi rekli, pa kaj bomo zdaj mi tu njemu, kdo je on. Ja, s pisanjem prošnje že polovica odpade. Ja, pol pa, ko pa zvečer ob 11 odpreš postajo, pol se pa tam vrti tisto ena pa isti logo celo noč. Pa jaz sebe vprašam to, koliko kapitala je tam denara vrženega in koliko je iz tega rezultata. Tako si ti meni rekel,
tu televizija, tu, ko je kino bil, kaj, Partizan, kaj je bil? Gledališče. Kino. Da, ono, ko je zdaj televizija. Tisto tudi, koliko denarja se je tam tudi naredilo, pa vse. Ja. Kaj se dogaja z tega zdaj? Skoraj nič. Niso finančno uspešni, ne, niso. Ja, Neuspešni so pravzaprav. to so te, vedno se pri nas reče, nismo uspešni. Mi smo imeli fabriko tu, še jaz imam tu te pipe, pa to. Armal. To Armal, jaz sem to mislil, da odkot to pride, pa so rekli, da je od tu. Zdaj pa ni več Armala, pa so pipe glih tako lahko prodavali. So imeli kupce, pa so prodavali. Pa ne gre. To se pravi, da tu nekaj ne štima, tako tudi ne štima v glasbenem sektorju, to ti meni. Za kje je prej, odkot to prihaja? Da je najprej tu v kulturi noter narobe ali najprej v gospodarstvu, kje je? Ne vem, meni se zdi, da če primerjam, to je zdaj neke vrste socialna izjava moja, meni se zdi, da so ljudje prej bili bolj nekam kolektivno za nekaj narediti, bilo kak. To rečem, jaz govorim 60 leta, tam dokler sem jaz bil tu. Te se je dalo narediti, samo da bo boljše, ali pa da bojo ljudi imeli zabavo, ali pa da bojo tak. Zdaj pa je pač, tako se mi zdi, kot da je celi naš narod napol mrtev. Do nekje rezignirajo vsi. Pol pa začne vsak samo za svoj rit gledati zato, ker je rezigniral. Nič druga ne bo lepšega, kot da si bajto pofarmam, pa hitro tam malo, razumeš? In tak naprej. Pol meni je lepo, za ostalo me boli kufr. In ko začne vsak samo za sebe gledati, pol nič skupnega več ni. Mariborčani so šli na ulice zaradi totih merilcev brzin. Če mene vprašaš, naj bojo. Na vsakem eku. Zato, ker tu tako se vozijo ljudi, da bi se pobili. To je ena stvar. Da pa se poslovno, kako se to naroči, koliko to 5-krat preveč stane, kak je to in eno in drugo, da pa je to kriminalno, to me moti. Ne pa to, da imaš tam, vse se ne rabiš tu pela 120, tu včasih so šajbali po 160, mimo bajte, razumeš? Pelajo, zdaj pa te, pol pa grejo ljudje, pol pa vžgejo to, zato ker je pač 200 na uro se pelo po Ptujski cesti, pa je sliko dobo. Vse te, piše 70, pela se 70. Jaz se z Holandije sem pelam, pa mi je zdaj imam pun kufr vsega, pa sem ugotovil, če se pelam 130, poprečno, tu pa tam šajma malo, ampak 130 poprečno, enkrat manj moram tankati. En tank manj pri današnjih cenah, prišparam si denar. Cajt pa je absolutno isti bil. Od tam do tu, isti cajt, nič nisem prišparal, če bi žgal avto tako, da bi mi žel še duplo več benzina. Razumeš? Tako da, kaj ti hočem reči, neke stvari imajo smisel, neke pa nimajo smisla. Ja, dajmo tam na začetku, sem te vprašal, mogoče dajmo s tem zaključiti CV intervju na SITV, internetni televiziji subkulturnega azila. Življenjska zgodba, intervju, ne? Dajmo zaključiti tam, ker smo na začetku, mogoče si preslišal, ko si me Prekino. Si v žlahti z Fiščevcem, sedanjim županom, namreč smo leta 2013, ko smo se pogovarjala. Da smo na jasnem. To je, viš, buzi, ščari me kličejo, da smo na jasnem. On se piše Fištravec, jaz se pišem Fistravec, videl sem tam v Uni, lahko vidiš, od mojega fotra sem obesil diplomo, ko se je na Ptuju učil, pa piše Fištravec, tako da ne vem. Ampak, ko je Fistravec bil izvoljen za župana, sem jaz tu doli semeno z njegovim fotrom, pa z njegovo materijo smo se tako menili, in je ona rekla, mi smo vsi žlahta,
zato ker ti prideš iz te vasi, pa te vasi in mi vsi pridemo od te vasi, vaša družina se je preselila čez Dravo in mi smo žlahta. To se pravi, po meni, ne vem, če smo žlahta, po očetu pa materi od Fištravca, pa smo mogoče mi 5 kolen nazaj iz iste vasi. Kar meni ni doprineslo v življenju v Mariboru nič, ampak naj mu Bog da dobro županstvo. Dobro. Najlepša hvala za pogovor. Bilo je poučno in zanimivo. No ja, bilo je. Jaz pač vedno tako rečem, tako se meni, tako je. Tako je, jaz nimam kaj. Jaz bi zdaj tebi lahko nekaj se probal nalagati tak, da bi ti mislil, da sem jaz Bog, Isus, batina. Jaz samo vem nekaj. Če nekaj hočeš, izpilo, moraš imeti en razlog, moraš biti obseden, je to malo preveč, veš, obseden na to. Ampak moraš biti malo zagrižen v to in moraš imeti neko vizijo in če ti vedno greš v to richtingo, pa peški, ali z biciklom, ali z avtom, ali bilo kak, enega dneva boš prišel do avstrijske meje in pol boš v Avstriji, ker si hodil ta iti. Če pa boš tu zdaj prišel do parka, pa boš rekel, ma kurc, kdo bo hodil tako daleč, potem nikoli ne boš prišel do Avstrije. Hočem reči, bilo kaj imaš, zabiješ se v glavo in to delaš in enega dneva vedno pride pravi cajt. No, zdaj si dal tako primerjavo, ne, ki mogoče je niti dobro nisi premislil, ne, ker Avstrijci pravijo, da hočejo se vzeti vse dol do Celja, ne, in eni so Zdaj pa je to. močno proti temu, eni Če so pa zelo zagreti, zato pa je, zdaj pa je meni to... Jaz nisem za zagret, to so za mene oslarije, po eni strani, je pa situacija taka, da ko vidiš, kak se kompletno slovenski narod, masa, kak Slovenci ne vejo, kaj bi radi, oziroma niso niti Slovenci. Mi imamo Slovenijo, pa imamo 2 milijona ljudi in se oni med sabo že kosajo, kdo je kdo. Oni tam so neki malo bolj, kaj so bili, belogardisti, pa še iz Južne Amerike si pripeljajo neke stare lopove, ko so vse pokrali. Oni drugi rečejo, če ne bi bilo tega tu, ko imamo mi spomenik, bi zdaj mi bili Avstrijci, če bi nam bilo boljše ali slabše, ne vem, ampak verjetno nam bi oni bolj, tak bi nas diktirali, da bi mi malo bolj delali, ali pa da bi bilo bolj kaj organizirano. Nikoli se ne ve, ampak če mi kot ljudje ne bomo tak, potem bojo enkrat nas pobrali toti malo, pa ne bojo prišli, vse ne rabi zantič, ne priti, turbokapitalizem, vse bojo pokupili, vsaka firma bo imela onega lastnika, pol bojo pripeljali svoje menedžere, te pa taki si drek, ali se imenujemo Slovenija, ali smo Avstro-Ungariše, razumeš? Mislim, kaj ti hočem reči, vse skupaj malo vic. Dokler mi bojo pustili kavo za 1,20 € je vredi. Dobro, najlepša hvala. Je pa žalostno, da ko sem se z Gradca peljal, da sem predno sem šel čez mejo, sem rekel, zdaj bom jaz šel hitro vun, pa v eno vas, pa na bencinsko pumpo, pa gledam jaz, tankam, gledam, 1,37 € liter. Tu pa plačaš 1,5 €, malo manj kot 1,5 €. Ja. Hej, kdo so oni, kdo smo mi? To sem jaz videl, kaj pa toti, ko vsaki dan gor pa dol se vozijo. Ne? To se pravi, kako bi rekli Zagorci, moramo se v kup zbrati. No dobro, ta intervju bojo gledali še leta 2020, 2030 in tako naprej in bomo videli, kako se bodo stvari razvile. Najlepša hvala, gospod Fištravec. Mirko, hvala ti za to. Jaz nisem gospod, ampak jaz sem gospod tovariš, tak, imam odprta, kako se temu reče, odprta
vrata na vse strani. Nis niti tovariš, čuj, da zdaj si bi šel.